Bi še kdo morda želel besedo? Izvolite, kolega Horvat. Hvala lepa, spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Lepo vas pozdravljam v imenu poslanske skupine Nove Slovenije, ki se danes zaradi naravnih nesreč, ki so hudo prizadele celotno Slovenijo, sestala na izredni seji. Pripravili smo tudi nekaj rešitev, ki jih bomo v naslednjih dneh predstavili. Seveda, eden od sklepov je bil ta, da seveda podpiramo nujni postopek, kot ga predlaga vlada, za sprejem predloga zakona o spremembah in dopolnitev zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Prav je, da so tudi v državnem zboru, če smem simbolično govoriti, zatulile sirene in upozorile na hudo tragedijo, ki je prizadela državo, naše ljudi. In zato moramo mi nujno oziroma hitro, politika mora hitro ukrepati. Danes seveda tukaj ni mesto, da predstavljam naše rešitve, še bo čas tekom jutrišnje razprave. Razumem situacijo, v kateri se je znašla tudi vlada. Zakaj razumem? Zato, ker se je pravzaprav v podobni situaciji znašla naša prejšnja vlada, ko je praktično Slovenijo, Evropo in ves svet hudo prizadela, sicer malo drugačna, ampak prav tako zelo huda tragedija, pandemija COVID-19. In ker je bila epidemija COVID-19 za našo prejšnjo vlado, razumemo, da so te naravne nesreče, ki so pred dnevi prizadele Slovenijo, predstavljajo podoben problem, izziv za aktualno vlado. Je pa ena razlika, govorim seveda za opozicijsko Novo Slovenijo. Mi ne bomo opozicija, mi bomo pomagali tej vladi, kot rečeno in kot sem že napovedal, z našimi rešitvami, ker imamo izkušnje in ravno sled tega tudi pričakujem, da bo vlada prisluhnila tistim, ki so izkušeni. Pa naj to ne zveni bahavo. Dejstvo je namreč, da je v tej aktualni vladi sedi kar nekaj novincev oziroma začetnikov, ki normalno, da nimajo izkušenj, kako reagirati v nekem mirnodobni situaciji, kaj šele, ko grozi oziroma je zagrozila narava in prizadejala praktično celotno državo in domovino. Torej, podpiramo nujni postopek. Na tem mestu bi si seveda tudi želeli, da bi vlada vsaj približno nam orisala okvir, kako bodo tekli postopki sprejemanja zakonodaje, interventne, sistemske, ki nas pravzaprav v naslednjem času, kratkem času tudi čaka. Takšna so naša pričakovanja, da pravzaprav ljudem čim prej pomagamo. Ravno tako tudi pričakujemo, da bo prišlo do redefinicije prioritet aktualne vlade, namreč te naravne nesreče enostavno kličejo k temu, da na novo postavimo prioritete slovenske politike. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi morda še kdo? Izvolite, gospod Žnidaršič. Posnetki v poročilih so dovolj zgovorni, da mi je popolnoma jasno, da ne presunejo in presenetijo in zgrozijo samo mene, ampak vse nas. Bi pa pripomnil k izvajanju kolege Horvata, da ja, imeli smo eno katastrofo med vladanjem pretekle prejšnje vlade, ampak po moje ta katastrofa ni primerljiva s tem, kar se nam dogaja danes. Danes se škoda meri v milijardah, pandemija pa se je pravzaprav izkazala, da smo z paniko pred njo kar malce pretiravali, ko je kar naenkrat izginila, kar naenkrat. V poslanski skupini SD seveda kakršnokoli ukrepanje toplo pozdravljamo in se nam zdi nujno, zato bomo ta nujni zakon z veseljem in
z gotovostjo podprli. Hvala lepa, izvolite kolega Gladek. Ja, hvala za besedo. Dovolite še meni par besed v imenu poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Zdaj narava nas je, kot že mnogokrat, tudi tokrat zelo hitro prestavila iz cone udobja, dopustov, brezbrižnosti v popolnoma drugačno situacijo. Prihajam iz kraja Trzin, sicer majhen kraj, ki ga je prav tako močno prizadela sedanja trenutna naravna nesreča, na srečo brez človeških žrtev, ampak samo z veliko materialno škodo. In lahko samo rečem, da bomo pač v Slovenski demokratski stranki podprli ta način sprejemanja tega zakona po hitrem postopku, ker za spremembo od mnogih zakonov, ki smo jih tudi sprejemali po hitrem postopku, če kateri ta je prav gotovo, je namen pravi. Bo pa tekom jutrišnjega dne tudi mi bomo predložili določene rešitve, predvsem kar se tiče hitrosti ukrepanja oziroma hitrosti odpravljanja posledic, ampak o tem več jutri tekom samega zakonodajnega postopka oziroma razprave v Državnem zboru. Toliko, hvala. Hvala lepa, izvolite kolega Horvat. Hvala lepa, gospa predsednica. Ni namen, da politiziramo, da se tukaj prerekamo. Res je razlika med prejšnjo katastrofo, epidemijo, kjer so se posledice merile v številu človeških življenj. Tokrat se merijo tudi v številu človeških življenj, predvsem pa v materialni škodi. Človeško življenje je pa neprecenljivo. Tako da, če zdaj merimo v milijardah škodo, potem lahko rečemo in gledamo človeška življenja, potem je bila dejansko škoda neskončna v času pandemije. Kolega Žnidaršič, izvolite. Seveda se opravičujem, moj namen nikakor ni bil se sporekati z člani opozicije in bi ob tem pripomnil ravno prava priložnost, da apeliram v poslanski skupini SD, apeliramo na vse deležnike, vse, ki so bili dotaknjeni s to katastrofo in se z njo ukvarjajo, da ne bomo izkoriščali te katastrofe v politične namene. Prvega med nami, med politiki, ki bo izkoristil to katastrofo v politične namene, bi po moje bilo treba obesiti za nozdrvi in na svet Prešernovega trga. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi še kdo?